Mlada mamica in obetavna vplivnica prejme uničujočo diagnozo. Ima raka na trebušni slinavki in napoved ni dobra. Prijatelji in družina se zberejo okoli nje ter zberejo tisoče dolarjev za njeno zdravljenje, ko pride do novega šoka. Vse je bila prevara. Nikoli ni imela raka. Dejansko je priznala krivdo za prevaro svojih bližnjih, prijateljev in njihovih družin v višini $20,000. To je skandal, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Sierra Gillespie. Večina izmed nas ima ljubezensko sovražen odnos do družbenih omrežij. Seveda je tu tudi slaba stran nenehnega drsanja po zaslonu in izgubljanja časa v nepomembnih temah. Vsi smo to že počeli, vendar je tu odličen način, da ostanemo v stiku z družino in prijatelji ali celo ponovno navežemo stik z ljudmi, ki jih nismo videli že leta. In prav to se je zgodilo Sydneyju Finku. Ko je postala mama, je ponovno navezala stik s sošolko iz srednje šole, Hayley Knight. Obnovili sta svoje prijateljstvo in vse je bilo v redu, dokler Hayley ni oznanila, da so ji diagnosticirali raka. Kot dobra prijateljica je Sydney priskočila na pomoč, donirala na Hayleyno GoFundMe stran in celo prepričala svojo družino, da stori enako. Toda tukaj je bil en velik problem. Hayley nikoli ni imela raka. Pravzaprav sploh ni bila bolna. Po navedbah tožilcev iz Nevade je samo pretvarjala, da je bolna, da bi ukradla $1000 nič hudega slutečim žrtvam. Nato pa je denar uporabila za plačilo svojih računov in za svoje potrošniške navade. Današnji škandal nas popelje v Henderson v Nevadi. To je mesto le 15 minut južno od Las Vegasa. In tam živi 33-letna Hayley Knight, žena in mati, ki je na koncu postala lažna bolnica z rakom. Toda preden je Hayley izmislila to šokantno zgodbo, se je njena prevara začela na drugačen način. Na začetku epizode sem omenila Hayleyno prijateljico iz otroštva, Sydney Fink. Sydney ima v tem primeru pomembno vlogo, saj je prav ona pripomogla k začetku policijske preiskave, kasnejšemu pregonu Hayley in na koncu tudi njenemu priznanju krivde. Hayley in Sydney sta se spoznali in postali prijateljici pred leti, ko sta obiskovali srednjo šolo Foothills v Hendersonu v Nevadi. In kot veliko prijateljev po srednji šoli sta šli vsaka svojo pot. A prav družbena omrežja so ju ponovno povezala, ko sta se pred nekaj leti začeli zbliževati, potem ko sta obe postali mami. Po poročanju Las Vegas Review-Journal je Sydney povedala, da je po srednji šoli videla nekaj Hayleynih objav in opazila, da Hayley poskuša postati vplivnica. Ko sta začeli klepetati, je Sydney vprašala vsem tem. Hayley je povedala, da je dejansko vplivnica in da dela na visokem položaju v hotelski verigi Four Seasons. Po navedbah tožilcev se je tu začela prevara. Po poročanju naj bi Hayley Sydney povedala, da ji lahko uredi popuste za zabavna potovanja in odlična bivanja v različnih letoviščih Four Seasons. Domnevno je celo poslala Sydney digitalno pogodbo z glavo podjetja Four Seasons. Vendar Sydney ali njeni družini nikoli niso zagotovili nobenih potovanj. Tožilci pravijo, da se je Hayley zelo trudila prepričati Sydney in njeno družino, da je res del podjetja Four Seasons, ter je uporabljala več različnih telefonskih številk, da bi se pretvarjala, da je zaposlena. Po zapriseženi izjavi policijske uprave Henderson, citiram, je Sydney izjavila, da več kot 1 leto ona in njena družina niso imeli pojma, da so žrtve prevare, zaradi laži, ki jim jih je govorila Hayley. Sydney je izjavila, da je vsakič, ko so bili datumi za potovanje določeni, vedno prišel izgovor, zakaj je potovanje padlo v vodo in bilo odpovedano. A Hayleyna prevara je dosegla novo raven, ko je razkrila, da so ji diagnosticirali raka. Da bo jasno, tožilci pravijo, da Hayley nikoli dejansko ni bila diagnosticirana z rakom, vendar to ni tisto, kar je povedala Sydney. Mimogrede, razkrila je Sydney in celotni njeni družini, da so Hayley pred kratkim diagnosticirali raka trebušne slinavke. A prevara se tu ni ustavila. Hayley je ustvarila stran na GoFundMe, da bi zbirala denar za domnevno zdravljenje raka. Tam je vzela denar od Sydney, njene družine in popolnih neznancev. Hayley je poročala, da je domov odnesla $20,192,16. Denar je uporabila za plačilo svojih računov in za osebne stroške, dobesedno za zabavo. Sydneyna mama je za Las Vegas Review-Journal povedala, citiram, prepričana sem 100%, da je si izmislila raka, da bi preusmerila našo pozornost stran od sebe in vračil denarja, kar pomeni celotno prevaro povezano s Four Seasons. Sydney je nadaljevala in rekla, citiram, in uspelo ji je, ker smo ji v tistem trenutku verjeli in bili smo zaradi nje strtega srca.
Sydneyna sestra Corey Fink je prav tako spregovorila za Las Vegas Review Journal. Rekla je, da je za Hailey namen darovala $250 in popolnoma spremenila svoje življenje, da bi živela bliže Hailey, ki jo je prepričala, da ji lahko pomaga postati vplivnica. Corey je rekla, citiram: "Res imam občutek, da sem izgubila velik del svojega življenja. Morala sem pustiti celo svoje življenje v Utahu, prijatelje, ki jih ne morem več videti na enak način kot prej, svojo službo, stanovanje in podobne stvari. Vse to se je mimogrede zgodilo med junijem 2023 in aprilom 2024. Toda preiskava policije Hendersona v Hailey se je začela šele januarja 2026, ko je Sydney podala vse te obtožbe. Pojasnila je vse, kar se je zgodilo in ponudila dokaze, posnetke zaslona, kjer je Hailey vse priznala. Po poročanju Las Vegas Review Journal je Hailey Sydney napisala sporočilo, citiram: "Očitno sem vzela denar za Four Seasons, ampak ti obljubim z vsem svojim bitjem, da nikoli nisem vzela tvoje lastnine, ko sem bila s tabo." Hailey je priznala, da tudi nikoli ni imela raka trebušne slinavke. Poslala je sporočilo, citiram: "Zadeve z materničnim vratom so bile resnične. S trebušno slinavko ni bilo nič narobe." Kmalu zatem so odprli preiskavo proti Hailey. Obtožena je bila kaznivega dejanja kraje v vrednosti med $5,000 in $25,000. Krivdo je za to obtožbo priznala šele prejšnji mesec. Kot del dogovora o priznanju krivde je Hailey pristala, da povrne skoraj $1,000 odškodnine. Če ji to uspe in uspešno zaključi preizkusno dobo, lahko umakne priznanje krivde za kaznivo dejanje in namesto tega prizna krivdo za prekršek kraje namesto kaznivega dejanja ter dobi priznano že odsluženo kazen. V redu, imam nekaj vprašanj glede vsega tega. Dogovora o priznanju krivde, možne kazni in celo etike. Ki vključuje lažno diagnozo raka. Zato povabimo eno mojih najljubših gosti vseh časov. To je odvetnica za sodne postopke Alexis Rosenberg. Alexis, lepo te je videti. Hvala, ker si prišla v oddajo Scandal. Začnimo s tem. Obtožbe, hujša tatvina. Ali meniš, da je to upravičena in primerna obtožba glede na tukajšnje obtožbe? Definitivno, to je grozno. Hodi naokoli in vsem govori, da ima raka, čeprav ga nima. Pravzaprav zelo huda vrsta raka, ki ima zelo nizko stopnjo preživetja. In ljudje ji iz sočutja dajejo svoj težko prislužen denar. O moj bog, res sem tako šokirana. Mislim, da vsak posameznik, vsak gledalec, kdorkoli je vpleten v to, vsi poznajo nekoga, ki ga je prizadel rak. Ali so sami preživeli, vsi poznajo nekoga, ker to resnično vpliva na vse. In ko beremo tej zgodbi, je moj oče pred nekaj leti umrl za rakom. In si mislim, kakšna drznost je, da nekdo išče sočutje in nato krade težko prislužen denar ljudem, čeprav sama nima te bolezni. Mislim, ali misliš, da bi lahko bilo še dodatnih obtožb v zvezi s tem, naprimer zaradi prevare ali česa podobnega? Mislim, da je tožilstvo odločilo, da zaenkrat ne bo dodatnih obtožb. Ampak je to preprosto ogabno. Kot si rekla, ljudje, ki resnično gredo skozi to in trpijo, in ne samo oseba, ki dejansko trpi zaradi raka, ampak tudi njihova družina, ki mora to preživljati. In to je tudi zelo finančno izčrpavajoče, ko ima družina kakšno zdravstveno težavo, kot je zdravljenje raka. Tako da mislim, da to res izstopa in ljudi resno vznemiri. Ampak še več kot to, komentarji so bili, da je govorila, da ji ni šlo za denar. Želela je pozornost. Upam, da je sodišče odredilo neko psihološko oceno ali zahtevo, ki je bila povezana s kaznijo. Ker res zveni, kot da ima ta oseba tudi nekatere duševne težave, ki so povezane s tem, morda. To bi bilo tudi eno izmed mojih vprašanj, ker se mi zdi, da v današnjem duhu časa, ko govorimo o, veste, Gypsy in njeni materi, vsi uporabljajo ta izraz, ki je Münchhausenov sindrom po pooblaščencu. V tistem primeru je bila mati tista, ki je hčerki dala občutek, da ima, recimo, raka. Da, veste, karkoli. To je del Münchhausena po pooblaščencu. Ampak ali je mogoče, če si njen zagovornik, da nekako pogledaš v njeno psiho in ugotoviš, da je morda res mislila, da ima raka? Ali je to pot, ki bi jo obramba morda ubrala že na začetku? Mislim, da to ni tako, ampak zagotovo bi se poglobili v področje duševnega zdravja. Morda bi to omenili zato, da bi vzbudili čustva in rekli, da v resnici ni goljufala teh ljudi zaradi denarja. Ampak imamo težavo z duševnim zdravjem, ki bi jo bilo verjetno treba tukaj obravnavati. Ker se zdi, da denarja ni nujno potrebovala in v resnici ni šlo za denar, ampak si je resnično želela pozornosti.
Toda prav tako so nekateri izmed žrtev komentirali, da je sociopatka, mislim, da so uporabili to besedo, in da bo s tem nadaljevala. In to me pri tej kazni nekoliko skrbi. Ne zdi se dovolj stroga. Ali je to že prej počela in je niso ujeli? Ali je to res osnova za njeno obsodbo? Ali jo bo to ustavilo, da tega ne bo več počela? In moje osebno mnenje je, da ne. Mislim, da kazen ni bila dovolj stroga. To, kar je storila tem žrtvam, je res grozljivo. V redu, zelo sem vesela, da si to omenila, ker sem morala med prebiranjem 3-krat preveriti, kaj berem, in sem si mislila, počakaj malo, zakaj pravzaprav priznava krivdo in kakšna je njena možna kazen. Po mojem mnenju to ni prav, glede na to, kar je na koncu storila in priznala, da je storila. Torej, pogovorimo se o priznanju krivde tukaj. Mislim, glede na vse vire, ki sem jih prebrala, če povrne odškodnino v višini približno $20,000, če vse povrne in uredi. Lahko umakne priznanje krivde za hujše kaznivo dejanje in prizna krivdo za prekršek. To pomeni, da bi se njeno dejanje z najhujšega kaznivega dejanja znižalo na prekršek. Mi lahko to razložiš? Je to nenavadno za nekoga, ki je prvič storil kaj takega? Mislim, da nima predkazenske evidence za podobno dejanje. Ker res nočeš, da bi nekoga, ki je naredil napako ali je bil v težkem obdobju svojega življenja, veš, da bi v evidenci imel obsodbo za hujše kaznivo dejanje. Ker ti to res lahko spremeni potek življenja, kar se tiče služb in različnih stvari. Zato sodišče velikokrat, če verjame, da se bo oseba iz situacije nekaj naučila in tega ne bo več ponovila, to tudi ponudi kot možnost. In potem bo, mislim, da obstaja neka oblika probacijskega nadzora. Zraven so tudi določene zahteve. To pomeni, da če v tem času naredi kakšno napako, potem ta možnost ne bo več na voljo. Ampak v tem primeru, zaradi resnosti dejanja, če bi bila jaz sodnica, ne bi bila odprta zato, ker je hodila naokoli in ustvarila več računov. To ni bil en račun, to ni bila enkratna stvar. Ciljala je na prijatelje. Mislim, da je bila ena od njih tesna prijateljica, ki je sama prebolevala raka. In zdi se mi, da gre tukaj za popolno brezbrižnost z namenom, da ogoljufa druge, ne glede na razloge, ki so bili v ozadju. Če ni šlo za denar, je šlo za to, da se je sama počutila bolje. Razlogi, za katere mislim, da niso upravičeni, mislim, da bi si zaslužila strožjo kazen. In če bi bila jaz sodnica, bi ji izrekla strožjo kazen. Ampak nisem sodnica, zato lahko sodnik odloči, kakor želi. In tako je priznala krivdo, oziroma jo je. In obravnava za izrek kazni bo junija, kjer ji grozi do 5 let zapora. Rekla si, da misliš, da to ni dovolj strogo. Kakšno je tvoje mnenje o vsem tem? Kakšne parametre misliš, da bi bili primerni za kaj takega? No, izpostavlja si zelo dobro točko. Grozi ji do 5 let zapora. Sodišču tega v večini primerov ni treba slediti in vsaka jurisdikcija je nekoliko drugačna. Ampak večinoma jim ni treba slediti predlaganemu sporazumu o priznanju krivde. Lahko rečejo, da bodo od tega odstopili in jim morda dosodili teh 5 let zapora. Na splošno pa bodo sledili predlaganemu sporazumu o priznanju krivde, ki jim je predstavljen. In prav imaš, lahko dobi 5 let. Se mi zdi, da potrebuje 5 let. Ne mislim nujno, da potrebuje 5 let. Ampak trenutni sporazum o priznanju krivde, mislim, da je tole blag opomin. In zagotovo mislim, da moramo vključiti tudi nekatere parametre za duševno zdravje. Da ugotovimo, zakaj čuti potrebo po tej potrditvi in da jo naučimo boljših načinov za obvladovanje stresa, predvidevam, da bo lahko to dobila iz drugih virov. Ampak mislim, da ji preprosto reči, v redu, samo izogibaj se težavam, vrni ta denar in bomo na vse skupaj kar pozabili. Ne mislim, da bo glede na to, kar pravijo žrtve, to preprečilo, da bi to počela tudi v prihodnje. In mislim, da je to tukaj najpomembnejše, ne? Nočemo, da bi se kaznivo dejanje ponovilo. Že imamo več žrtev, skupaj za $20,000. Ljudje so ji podarili svoj težko prisluženi denar. Če bo, kot pravite, dobila le rahel opomin, kaj jo bo ustavilo, da tega ne stori znova, še posebej, če ji kaznivo dejanje znižajo iz kaznivega dejanja v prekršek. In del tega bi morala pojasniti. Govorili smo na kratko o povračilu škode, ampak ona mora vrniti skoraj vseh teh $20,000, ki jih je dobila. Veš, vrniti mora denar ljudem, ki so ji karkoli donirali.
GoFundMe. In se sprašujem glede tega, ker se mi zdi, $1000 je kar lep znesek. To je kar veliko denarja. Tako da bi nekdo kar vzel ta denar iz svojega bančnega računa in ga takoj plačal, ne vem, če ima vsak toliko na računu. To lahko traja. In kakšne so možnosti, da bo ona res lahko vse to vrnila? Ali obstaja kakšen časovni okvir za to? Običajno bodo najprej ocenili finančno stanje, potem pa lahko določijo načrt odplačevanja. Ostane. Ne izvine, dokler ni poplačano. Zato običajno obstaja načrt odplačevanja. Ampak veš, še ena stvar, v kateri se res nismo poglobili, je vsa ta zadeva z GoFundMe. Ker ne pozabi, GoFundMe vzame odstotek. In to nas nekako pripelje do vprašanja, ali obstaja kakršnakoli obveznost, ne z kazenskega vidika, ampak z civilnega vidika, tudi na GoFundMe, in imajo kup izjav o omejitvi odgovornosti, ampak da zagotovijo, da te prevarantski računi niso aktivni ali da imajo neko obliko preverjanja, ker je odprla več računov. Ni šlo samo za en račun povezan s tem. In to bo zanimivo, saj vidimo vedno več primerov proti Meti in njihovi obveznosti. Kaj sploh je njihova obveznost? Torej, ja, GoFundMe je dobil svoj odstotek, ne verjamem, da ga bodo morali vrniti. Ja, zanimivo je, da si to omenila, ker je prejela okoli $20,000, mislim, da je bilo nekaj $1192 ali nekaj takega, imam točno številko v epizodi, ampak vrniti mora le nekaj več kot 19,000. In to je zaradi prihodkov, ki jih je GoFundMe dobil s tem, da je to omogočil. In res so dali izjavo, da tega ne promovirajo, da so tukaj, da pomagajo ljudem in podobno. Ampak dobro si izpostavila civilni vidik, ker imamo tukaj to obtoženko, Haley Knight. V bistvu je za tarčo vzela svojo dobro prijateljico, družino svoje prijateljice, pa tudi neznance. Ampak iskreno, zdi se mi še malo huje, če za tarčo vzame nekoga, ki je njena prijateljica in laže o raku trebušne slinavke svoji prijateljici in njeni družini. To se mi zdi res neverjetno. Ampak misliš, da obstaja kakršnakoli civilna možnost, da bi jo njena prijateljica lahko tožila na tem področju? Ja, mislim, njena prijateljica bi jo lahko tožila zaradi goljufije za to, kar je naredila. Ampak zapomni si, ne moreš narediti tistega, kar imenujemo dvojno poplačilo. Torej, če je prijateljica v celoti poplačana prek povračila škode, lahko dobi le razliko. Naprimer, lahko je tako, kot si rekla, da prijateljici nikoli dejansko ne vrne denarja, ali pa lahko vloži civilno tožbo in ji ni treba zahtevati povračila škode. Torej, to je možnost. Ali je verjetno, da bo prijateljica to storila? Verjetno ne. Še posebej z odredbo o povračilu škode, vendar je to možnost. Ampak kot sem rekla, pravo vprašanje, ki bo zanimivo, je, kakšna je obveznost v okviru tistega GoFundMe? Ker vidimo veliko primerov na drugih področjih, kjer ne moreš preprosto postaviti spletne strani, dodati kup izjav o omejitvi odgovornosti in reči, poslušajte, jaz sem samo platforma. Torej, kakšna je njihova obveznost, da to preprečijo? In veste, to ni prvič, da sem kaj takega videla. Moja oddaja se imenuje Scandal After All. Videla sem, kako so se tudi drugi ljudje soočali z lažnimi diagnozami. Ljudje so prevarali druge in trdili, da so noseči, pa v resnici niso bili. Tega ne bom rekla, da je pogosto, ampak se je že zgodilo in se še dogaja. Zato se sprašujem, ali je to morda začetek tudi za platforme, o katerih si govorila, Meta, morda GoFundMe, in kaj jih čaka na področju teh prevar. In spet razmišljam o njeni prijateljici in o travmi, ker če bi ena od mojih prijateljic prišla k meni in rekla, da ima raka, bi rekla, pomagala ti bom, kolikor lahko. Bila bom tam, da te finančno podpiram, če bom lahko, ampak tudi kot prijateljica, da sem ti v oporo. Šla bom s tabo na tvoje preglede. Tukaj bom, da te poslušam, veš, če se boš morala komu potožiti, karkoli boš potrebovala. Torej, težave z zaupanjem, ki jih ima prijateljica, me zanima, ali bi to lahko vplivalo na to, da bi želela iti po civilni poti, ali pa bi se morda želela umakniti. Mislim, da sem malo zašla. Pogovoriva se še malo o priznanju krivde. Torej, dogovor o priznanju krivde. Zakaj misliš, da se je na koncu odločila za to? Imam občutek, da vem, kaj boš rekla, ampak zakaj misliš, da se je odločila za dogovor o priznanju krivde in ne za sojenje? To je res ugoden dogovor, kaj ne, Sierra? Mislim, no, če bi bila ti na njenem mestu, bi to zavrnila? Mislim, da ne bi mogla dobiti nič boljšega kot to. Mislim, če je imela odvetnika, je to res odlično opravljeno delo odvetnika. Predvidevam, da ga je imela. Torej, mislim, da je bila to res ugodna ponudba, težko bi dobila kaj boljšega od tega. Dokazi so precej močni in podpirajo trditve, da je storila to, kar ji očitajo. Zato mislim, da ni imela veliko možnosti za obrambo.
Kdo pa ne bi sprejel take ponudbe? Zato me je kar presenetilo, da so tožilci rekli: v redu, ja, imeli bomo ta dogovor o priznanju krivde, gremo naprej. Ker glede na sodne dokumente in vse, kar sem videla, ima sporočila, kjer svoji prijateljici prizna in reče nekaj takega kot: ne, nikoli nisem imela raka. In ona v bistvu prizna vse. Torej, imamo to. Če lahko pogledamo njene zdravstvene kartoteke. Aha, nisi bila diagnosticirana z rakom. Aha, nisi delala za Four Seasons. V redu, to je precej jasno, če imamo papirje tam. Kar se tiče njene obrambe, ugodna ponudba. Se strinjam s tabo glede vsega tega. Ampak kar se tiče pravice, ne vem, če je to to. Torej, mislim, da je to zadnje vprašanje, ki ti ga bom postavila. Malo sva že govorili o tem, ali bo ponovila kaznivo dejanje, kaj jo čaka zaradi izreka kazni in vsega tega. Ampak mislim, da sva tukaj, da govoriva o pravici. Misliš, da je bila v tem primeru pravica dosežena? Vedno sovražim to vprašanje, ker mislim, da je na koncu odgovor na to, ali je bila pravica dosežena, res vprašanje, na katerega mora odgovoriti posamezna žrtev. Mislim, da je res pomembno, ali žrtev sama meni, da je bila pravica dosežena. Osebno mislim, da obstaja velika verjetnost, da bo na nek način, morda ne prek GoFundMe, s tem nadaljevala tudi kasneje v življenju, razen če ne bo poiskala strokovne pomoči. Ampak mislim, da je vprašanje, ali je bila pravica dosežena, nekaj, na kar lahko odgovorijo samo žrtve. Moje misli so tudi pri žrtvah, ki bodo morda v prihodnosti imele težave z zaupanjem. Vem, da bi jih jaz imela. Upam, da ne bo ponovila kaznivega dejanja, da bo naša obtoženka poiskala neko obliko psihološke pomoči, da bi se soočila z razlogi, zakaj je storila to, kar je storila. Priznala je krivdo, torej je priznala, da je to storila. To je ena tistih norih, res norih, škandaloznih zadev, recimo temu tako, škandalozen primer. Alexis Rosenberg, hvala, da ste danes prišli in nam vse to razložili. Hvala, da ste me povabili, kot vedno mi je bilo veliko veselje. Heji bo izrečena kazen 24. junija. Preden pa zaključim današnjo epizodo, želim vključiti izjavo GoFundMe o incidentu. To izjavo so podali za revijo People. V izjavi piše, citiram: GoFundMe nima nobene tolerance do zlonamernih posameznikov, ki želijo izkoristiti radodarnost drugih. Organizatorjev račun je bil blokiran za vse prihodnje zbiralne akcije na naši platformi. Naša glavna prioriteta je biti varen in zaupanja vreden prostor za dajanje in prejemanje pomoči. Sodelujemo tudi s preiskavami organov pregona glede tistih, ki so obtoženi nepravilnosti. In tukaj nas današnja epizoda oddaje Scandal za zdaj pušča. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite videti več ali se povezati z mano na družbenih omrežjih, me lahko najdete na Instagramu kot Sierra Gillespie. Hvala, ker ste si ogledali današnjo epizodo oddaje Scandal. Kot vedno sem vaša voditeljica Sierra Gillespie in se vidimo naslednjič.